Občina Brežice želi vodovodni stolp obnoviti in urediti kot razgledno točko, ki bo obogatila turistično ponudbo. Za potrebe obnove stolpa je morala občina najprej urediti lastniška razmerja. Tako je v letu 2020 občina uredila sporazumno prekinitev najemne pogodbe za stolp, v letu 2020 pa je bil izveden tudi odkup sosednje nepremičnine za ureditev načrtovanega paviljona. Občina Brežice je pridobila gradbeno dovoljenje za projekt obnove vodovodnega stolpa februarja 2021. Ker je površina stolpa omejena, bo stolp v celoti namenjen kulturnim in tehničnim vsebinam znamenitosti Brežic. Spremljevalne dejavnosti, kot so infotočka, trgovinica spominki, kavarna, sanitarije, pa bodo umeščene v paviljon ob stolpu. Med nami danes lepo pozdravljam župana občine Brežice, gospoda Ivana Molana. Pozdravljam tudi predsednico Sveta krajevne skupnosti Brežice, gospo Alenko Černelič Krošelj. Predstavnika izvajalca podjetja SL Engineering Borš d.o.o., gospoda Jureta Lopatiča in Silvestra Lopatiča. V.d. direktorice občinske uprave, gospod Patricijo Čular. Vodjo oddelka za investicije, občinsko premoženje in javna naročila občine Brežice, gospod Suzano Ugorevc, ki je tudi vodja projekta. Vodje oddelkov občinske uprave in predstavnike podjetij VR Projekti in Naino d.o.o. Posebej prijazen pozdrav pa namenjam vam, spoštovani novinarji in novinarke, in ter še vsem ostalim prisotnim. V besedi vabim župana občine Brežice Ivana Molana. Lep pozdrav. Jaz mislim, da je danes za občino Brežice kar en pomemben dogodek. Konec koncem, mi smo se že kar nekaj let začeli ukvarjati z tem stolpom, ki na nek način njegova vsebina več ni bila v tem smislu, kot smo si jo v preteklosti želeli. Prav je, da spomnimo, da pred leti, tam nekje okoli 98. leta, je ta stolp bil v izjemno slabem stanju. Takrat občina ni imela ne denarja, ne drugih stvari, zato je razmišljala, kako bi to uredila nekako z zasebnikom. Takrat je dala praktično v najem zasebniku za 50 let, s tem, da je seveda z najemnino poračunaval svoje vložke. Seveda zdaj po teh daljših letah je ta najemnik nekako ugotovil, da enostavno nima ne energije, ne moči, da bi s tem nadaljeval. Po drugi strani pa seveda glede na vse to, kar se je dogajalo, pa še posebej zdaj v koronski krizi, ni bilo tudi enostavno moč dobiti nekoga, ki bi to s tem upravljal. Zato je stolp začel kar prepadati in na občini smo kar nekaj časa razmišljali, kako to situacijo razrešiti. Na koncu smo prišli do tega, da smo praktično prekinili pogodbo, dogovorili smo se za neizplačeno odškodnino, prav tako pa seveda smo takoj, ko smo začeli preverjati možnosti ureditve tega stolpa, ugotovili, da je dejansko tako mala sama površina zemljišča okoli, da smo potem kasneje še tudi našli rešitev, da se še dodatno kupi ta nepremičnina, katera naj bi potem v drugi fazi se uredila tudi za posebne spremljevalne dejavnosti, še posebej, kajti si želimo, da bi bila to ena posebna turistična atrakcija, na katero bi prišli gosti in vemo, da vsaj pri takih turističnih atrakciji je potrebno imeti vsaj za 1 do 2 avtobusa ljudi prostora. Tako smo seveda, kot sem že povedal, najprej šli v odkup oziroma razrešitev najemne pogodbe. Druga seveda je bila stvar, da smo odkupili sosedovo nepremičnino, ki je prav tako spomeniška zavarovana in verjamem, da jo bomo v nadaljevanju prav tako ohranili in pa nekako dali posebno vsebino. Dobili smo v letošnjem letu, kot je že bilo povedano, gradbeno dovoljenje in sedaj smo pred tistim pomembnim dogodkom, to je pa podpis pogodbe za investicijo. Gre praktično za to, da je medtem, moram še povedati, da smo še izdelali predvsem statično preveritev samega stolpa. Ugotovilo se je, da tudi v samo potresno varnost je približno samo nekje okoli 60%, zato je trebalo v samem projektu razmisliti tudi, kako cel stolp statično pojačati, da bo to dejansko na dolgi rok tudi trajna rešitev. Danes podpisujemo pogodbo, gre za gradbena dela, v katerem bo tudi lift in pa še kar precej druge vsebine. Seveda to bo tudi paviljonski del, tako da cena podpisane pogodbe je 1 500 000 in še nekaj več kot 1,5 milijona z davkom.
Rok teh gradbenih del, te faze naj bi bil do konca maja. Seveda treba pa povedati, da bo treba še urediti kar nekaj ostalih vsebin, tako da če bo šlo vse po tistih načrtih, kajti vemo, da gre za izjemno zahteven objekt sredi mesta, poleg tega ne vemo niti točno, kaj nas vse čaka v notranjosti, kajti pri starejših objektih zna biti kaj precej težav. Predvidevamo, da bi nekje do konca drugega leta bil tudi lahko odprt za obiskovalce. Jaz verjamem, da tu bomo imeli vsi veliko naporov, zato že vse prosim tako občane kot tudi izvajalce in pa vse ostale za potrpežljivost, kajti dejansko to je projekt, ki nam mora biti vsem izziv in tu verjetno, če ga bomo v redu uredili, bomo tudi vsi lahko rekli, da je to res ena referenčni objekt, na katerega verjamem, da bomo ponosni vsi. Toliko z moje strani. Izvajalcem želim, da čim prej začnejo delati. Seveda občanom pa upam, da bo čim manj moteče, kajti takšen visok objekt bo potrebno postaviti marsikakšno dvigalo, pa tudi kjerkrat kakšno zaporo ceste, tako da seveda prosim vse, da smo maksimalno pri tem potrpežljivi. Hvala. Najlepša hvala, gospod župan. V pozdravu povabim tudi predsednico Sveta krajevne skupnosti Brežice, gospo Alenko Černelič-Krošelj. Spoštovani gospod župan, draga dve direktorice, spoštovani in spoštovane vodje oddelka, spoštovana podžupanja in vsi izbrani, predvsem izvajalci, ki se bojo zdaj morali zelo truditi, da bomo čim prej in v pravem času končno postopili v naš vodovodni stolp, tako kot si vsi želimo. Imam ta privilegij, veliko čast, da stojim tukaj kot predsednica sveta naše male mestne krajevne skupnosti ob tem prelomnem trenutku. Tako nekako se počutim, kot so se mogoče počutili leta 1914, ko so odprli vrata, ko je ta stolp zablestel v tej velikosti in je naše mesto dobilo seveda vodovod in tudi elektriko. Tako da zelo hvaležna vsem, ki so podpirali ta projekt, ki ga bodo še naprej podpirali, ki so se zavedali, da v bistvu je res to postalo v teh nekaj več kot 100 letih eno stičišče, eno sidrišče našega mesta, pa tako kot je rekel župan, ne samo našega mesta, ker celotne občine in seveda tudi celotne regije, ker takega ne najdemo potem vse do Kranja, pa potem naprej spet gremo daleč. Tako da tukaj ne gre za neko lokalno stvar, ampak gre za izjemen dosežek naših prednikov in res hvala vsem, da bo živel tako, kot lahko živi v 21. stoletju, pač neko drugo funkcijo, pa še vedno izjemno pomembno, tako za našo lokalno skupnost, kot seveda tudi za širše. Tako da, kaj ne rečem, zelo se veselimo, pričakujemo, župan je rekel, da bo treba veliko potrpežljivosti, tega se sicer vsi zavedamo, hkrati pa se bomo tudi veselili odzivov, kajti če so odzivi, če ljudi tudi kaj moti, to pomeni, da je projekt pomemben, da nekaj pomeni v tej naši družbi, in to se mi zdi, da ta naš stolp pomeni in to pa je seveda tudi tisto, kar je za vse nas, ki pač delamo v različnimi funkciji bistveno, da delamo za našo skupnost in da smo poslani za to, da razvijamo skupnost in da pač je naše življenje v tem lepem mestu vedno boljše, kljub vsem oviram, ki so bile pa mnogo mlajše, kot so bile pa leta 1914, ker ta stolp je bil zgrajen na začetku Prve svetovne vojne, tako da to naj ne pomeni nič. Naj pomeni predvsem odlične in najboljše čase. Hvala lepa. Najlepša hvala. Spoštovani, sledi svečani podpis pogodb. Pogodbo bosta podpisala župan občine Brežice, gospod Ivan Molan, in predstavnik izvajalca, gospod Jure Lopatič.
Zaradi raznih koronskih ukrepov si bomo danes pogodbe izmenjali nadaljavo. Upam pa seveda, da do konca investicije bojo tudi koronski ukrepi prenehali in da bomo lahko si mirno, brez vsakih pomislekov segli v roke. Hvala. Tako, pogodba je podpisana. Sedaj pa, gospod Lopatič, prosim, če ostanete še tu. Imamo tudi vprašanje za vas. In sicer, kakšna so pa vaša pričakovanja glede same investicije, morda časovnica, kakšne posebnosti? Najzahtevnejši del izvedbe je statična sanacija. Stolp je v razmeroma slabšem stanju, kot smo že ugotovili, tudi potresna obremenitev ga je že nekoliko načela in tudi prihodnjih obremenitev ne bo več tako dobro zdržal, zato je prioriteta izvedbe predvsem statična sanacija, skoraj vertikalni slopi in pa horizontalne ovečitve karbonske, ter tudi potem konstrukcija samega dvigala v notranjosti v jekleni izvedbi z hranastimi nosilci. Po izvedeni statični sanaciji, ki gre od nulte kote navzgor, sledi šele umestitev vse vsebine, torej dvigala, razgledne točke in pa tudi novo streše. Najlepša hvala. Spoštovani prisotni, še posebej pa spoštovani novinarji in predstavniki medijev, hvala, ker ste se udeležili današnjega dogodka, svečanega podpisa pogodbe. In verjamemo, da boste spremljali tudi celoten potek investicije. Najlepša hvala.